Evropski teden mobilnosti. Dan evropskega sodelovanja. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih, v katerih tudi tokrat prinašamo aktualne informacije o dogajanju v deželi ob Muri. 2 uspešni desetletji že poteka vseevropska kampanja Evropski teden mobilnosti, ki podpira lokalne ponudnike pri njihovih prizadevanjih za trajnostno mobilnost. Pridružili so se ji tudi v občini Moravske Toplice. Ob 20-letnici Evropskega tedna mobilnosti so po vsej Sloveniji organizirali dogodke, ki so bili namenjeni vsebinam trajnostne mobilnosti, aktivnosti pa usmerjene k spodbujanju promocije, izobraževanja in ozaveščanja različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja ter varnosti v prometu. V občini Moravske Toplice so združili moči Občina Moravske Toplice, Turistično-informativni center Moravske Toplice, Občinska športna zveza Moravske Toplice, Avtomoto društvo Štefan Kovač, Murska Sobota in ljubitelji starodobnih vozil Moravske Toplice, ter v en glas pozvali k spremembi potovalnih navad. Letos pod sloganom Živi zdravo, potuj trajnostno. Branko Recek, predsednik Občinske športne zveze Moravske Toplice in vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije. 16. septembra se je začel Evropski teden mobilnosti, tako da opustimo svoje jeklene konjičke in preidemo na hojo ali kolesarimo ali se sprehajamo, lahko tudi uporabljamo za te električne stvari, kot so skiroji. Tako da vse vabim na kolo ali pa na hojo ali pa naj izberejo tudi v tem času neko vadbo, ki bo primerna za njih. V Evropskem tednu športa smo kar fejs aktivni. Že na dan slovenskega športa, to je 23. septembra, imamo 9 mini olimpijad. Se pravi, organiziramo v vseh osnovnih šolah, prav zaradi tega virusa, sedaj je vsaka enota osnovna šola za sebe, prav tako vsaka enota vrtca za sebe, se pravi na 9 lokacijah, 3 osnovnih šolah in na 6 enotah vrtcev. Pol pa imamo še aktivni dan starejših, imamo teniški turnir, prekolesarimo svet, kolesarimo za življenje projekt 2021. Mi zaključujemo pravzaprav Evropski teden športa 3. oktobra, ko prirejamo v Moravskih Toplicah 5. prekmurski mali maraton, zato vas vabim v Moravske Toplice. Evropski teden mobilnosti, ki temelji na mednarodni pobudi, spodbuja lokalne skupnosti k izvajanju in promoviranju trajnostnih ukrepov v prometnem upravljanju, s tem pa načrtovanju projektov vezanih na to tematiko. Magistra Mojca Breščak, vodja projektne pisarne občine Moravske Toplice, o aktivnih projektih in tistih, ki jih še načrtujejo. Imamo različne projekte, male in velike, ampak vsi so enako pomembni. Recimo danes smo tukaj na dogodku Evropski teden mobilnosti, ki sodi med manjše projekte, ampak bistveno vpliva na prihodnost življenja v naši občini in v povezavi z sosednjimi občinami. Zakaj je pomembno? Zato, ker želimo spremeniti potovalne navade, nekako izobražujemo ljudi in pomagamo, da se vendar upogumijo in se recimo do Murske Sobote peljajo s kolesom, zato imamo tudi sistem Soboški biciklen, ki smo ga naredili skupaj z mestno občino Murska Sobota in z občino Puconci in sedaj širimo ta sistem tudi v občino Tišina, tako da jaz upam, da nas bo čim več v prihodnje kolesarilo, se bolj zdravo gibalo in da bomo tudi več hodili. Zato tudi propagiramo nordijsko hojo, da nam palice malo pomagajo tudi pri gibanju in da se lažje odločimo potovati brez avtomobila. Vedeti morate, da se občina sedaj pripravlja na novo finančno perspektivo, v sklopu tega ima tudi večje projekte. Eden takih projektov je sigurno nova večnamenska dvorana, ki bi naj bila povsem zelena in povsem pametna dvorana, namenjena tako kongresnemu turizmu, kulturnim dogodkom in tudi športu. Zakaj se odločamo za to investicijo? Zaradi tega, ker imamo vedno več gostov, vedno več ekip, ki potrebujejo športno dvorano, ki potrebujejo trening. Občina Moravske Toplice pa v tem trenutku ne nudi zadostne kapacitete za to povpraševanje, ki ga ima. To je eden takih velikih projektov. Drugi večji projekt je sigurno obnova oziroma revitalizacija središča Moravskih Toplic.
Menimo, da tudi to nujno potrebujemo. Kritično je omejiti zaradi naraščanja števila gostov tudi promet v samem središču Moravskih Toplic. Jaz upam, da bo nastal en lep trg v prihodnje, ki ga načrtujemo, in da bo tudi kraj pridobil na imidžu in da se bodo gostje in tudi domačini čim več zadržali v tem našem lepem kraju. Potem pa imamo še en velik projekt, to pa je projekt Rimske čarde. To je pa kar velik zalogaj in tukaj si želimo, da koristimo energijo tal, ki jo imamo, energijo vroče vode, in vsekakor iščemo seveda investitorja, sami tega ne bomo zmogli. Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti. Eden od glavnih ciljev je vsesplošno telesno gibanje, ki v navezavi na tako imenovani zeleni turizem izpostavljajo v občini Moravske Toplice, podžupan občine Andrej Baligač. Če povežemo ta zeleni turizem in pa zeleno občino, katero strmimo, da jo ohranjamo, se potem tudi športno udejstvovanje oziroma sama rekreacija v tem smislu še bolj udejanja, kajti če imaš recimo take lepe zadeve, potem te tudi povleče v naravo. Lahko povem, da sem tudi sam recimo en od teh velikih, kako bi rekel, promotorjev tega zdravega življenja, do velikega gibanja, se pravi recimo poleti oziroma spomladi jeseni s kolesom, se pravi sem tudi že uporabnik 3 leta električnega kolesa, kar za nekatere pomeni to, da nisi mobilen oziroma si zelo mobilen, se pravi, treba je samo uporabljati vse te stvari, kako bi rekel, v pozitivnem smislu oziroma, ko rabiš pomoč, da te tudi pomorejo. Zdrav duh, recimo v zdravem telesu je tudi z tem, da se kot tudi ta Evropski teden mobilnosti, na katerega se trenutno oziroma ga sedaj obeležujemo, je še, kako bi rekel, ena istočnica, za katero se moramo tudi sami zavedati, da je zdravje in pa gibanje na prvem mestu, ker če bomo zdravi in pa se dosti gibali, bomo tudi lažje ustvarjali za boljši bit naše države Slovenije. Eden od subjektov dogodka ob tednu mobilnosti je bilo tudi Avtomoto društvo Štefan Kovač Murska Sobota, ki med drugim s preventivnimi aktivnostmi skrbi za varnost skozi vse leto. Pozornost še zlasti namenja najmlajšim udeležencem v cestnem prometu. Več Tomaž Trajbarič, predsednik Avtomoto društva Štefan Kovač Murska Sobota. V letošnjem letu smo ob začetku šolskega leta pripravili na Avtomoto zvezi Slovenije takšne maketke, kot jo vidimo v ozadju, in smo v več kot 30 občinah po Sloveniji preko vseh društev, Avtomoto društev, postavili te makete v okolici šol, v okolici prehodov za pešce. Maketa pa seveda opozarja na varno prečkanje otrok. Spet smo pri varnosti najmlajših in najšibkejših udeležencev v prometu. Predvsem pri otrocih je zelo pomembno, da jih zelo zgodaj učimo kolesarjenja, učimo mobilnosti. In jaz predvsem apeliram na vse starše, da otroke že pri vrtcu, šoli vsakodnevno poučujejo o prometu. Otroci naj opazujejo promet, naj se pogovarjajo z njimi o prometu, predvsem naj hodijo z njimi peš v prvi fazi, kasneje naj začnejo uporabljati tako poganjalčke, kolesa, se čim več vozijo z njim, da bodo otroci čim prej prepoznali promet, prepoznali nevarnosti v prometu in da se bodo potem tudi kasneje sami varno lahko udeležili v cestnem prometu. Srečanja in dogodka so se na povabilo Turistično-informativnega centra Moravske Toplice udeležili tudi nekateri ljubitelji starodobnih vozil iz občine in okolice. Geza Džuban, lastnik starodobnega vozila. Smo ugotovili, da imamo v občini Moravske Toplice kar nekaj starodobnih vozil, katerih bi se lahko srečevali na takšen drugačen način, ker ta druščina, ki se ukvarja s tovrstnimi vozili, ima neke posebne afinitete do tehnične kulture. V družbi pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. Izraz pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena.
Zato je prav, da na letošnjo temo Evropskega tedna mobilnosti, varno in zdravo s trajnostno mobilnostjo, ki je posvečena še zlasti težavam, s katerimi sta se Evropa in svet soočila zaradi pandemije COVID-19, ne mislimo samo v tednu mobilnosti, marveč vso leto. V raziskovalno-izobraževalnem središču Dvorec Rakičan in v Expanu v Murski Soboti se je odvijal dan evropskega sodelovanja v okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska. Na dogodku, ki se je letos odvijal že 10. leto, so bili predstavljeni rezultati projektov. V okviru čezmejnega sodelovanja programa Interreg Slovenija-Madžarska je bil že 10. leto zapored organiziran Dan evropskega sodelovanja, ki ga je organiziral pristojni organ Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dogodek se je odvijal na 2 lokacijah, v raziskovalno-izobraževalnem središču Dvorec Rakičan in v Expanu v Murski Soboti, kjer so partnerji projektov predstavili projektne rezultate in pomen čezmejnega sodelovanja. Programi Interreg so namenjeni v bistvu čezmejnemu sodelovanju v različnih oblikah, od čezmejnega sodelovanja do internacionalnega, interregionalnega sodelovanja in dejansko v prvi vrsti zagotavljajo za to, da se ljudje malo povezujejo, v drugi vrsti pa zagotavljajo rešitve na neke probleme, ki jih čezmejno območje ima, oziroma neka regija, funkcionalna regija ima določene probleme in te probleme mi tudi rešujemo. Seveda jih rešujemo skozi pomoč partnerjev, ki prijavijo svoje projekte, mi jih pa ocenimo in na koncu dejansko podpremo s temi evropskimi sredstvi. Čezmejno sodelovanje prinaša vsekakor pozitivne rezultate. Učimo se od sosedov, se pravi tako Slovenci kot Madžari v primeru slovensko-madžarskega programa se učimo eden od drugega. Eni smo bolj razviti mogoče na področju krožne ekonomije, drugi smo bolj razviti mogoče na področju kmetijstva in seveda potem poskušamo poiskati tiste projekte, ki naslavljajo neko skupno težavo in jo potem probamo rešiti. Ne vem, trenutno najbolj aktualen problem turističnega pogleda. Veste, v okviru teh epidemioloških razmer smo bili dosti dolgo zaprti in seveda obujanje turizma to definitivno pomaga, če čezmejno sodelujemo skupaj in vemo, da prihajajo se pravi sosedje k nam, si ogledajo neke naše tradicionalne vrednote, kulturne znamenitosti. Nenazadnje tudi z vidika projektov se obnovi kakšna stvar, ki bi bila pozabljena, po drugi strani pa tudi prehajamo oziroma podiramo na nek način te meje, da razvijamo svojo kulturo tudi na čezmejnem področju ali pa še celo malenkost del od meje. Koncept projekta Horse-Based Tourism je nastal kot plod sodelovanja partnerskih organizacij iz Slovenije, tako imenovanih Zavod Nazaj na konja in raziskovalno-izobraževalnega središča Dvorec Rakičan in Madžarske, Helicon Palace muzej, Fakulteta Georgikon Univerze Panon, ki že vrsto let delujeta na področju konjeništva in turizma. Namen in cilj našega projekta je bil vzpostaviti čezmejne kočijaške ture na madžarski regiji in slovenski pomurski regiji ter oblikovanje integralnega turističnega produkta, ki temelji na inovativnih pristopih, se pravi vožnjah z novimi kočijami. V teku trajanja projekta smo oblikovali 3 nove kočije, vzpostavili smo glamping park pri vodilnemu partnerju Zavod Nazaj na konja. V Dvorcu Rakičan pa smo vzpostavili razstavno-doživljajski kočijaški center, v katerem tudi deluje naš kočijaški muzej, kjer so na ogled kočije, vrti se tudi kratek dokumentarni film. Tako da to so ti osrednji rezultati, ki potem pripomorejo k povezovanju čezmejne regije in zviševanju nočitev v regiji. Projekt Horse-Based Tourism je podprt strani Evropske unije in je sofinanciran strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja. Raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan se je v minulih letih v lokalnem okolju in širše uveljavilo kot ena osrednjih institucij na področju inovativnih in sodelovalnih pristopov k ohranjanju dediščine dvorca s parkom.
V okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska je nastal med drugim tudi projekt z naslovom Back in the Day, katerega projektna partnerja sta RIS Dvorec Rakičan in Goetheji muzeum. Projekt Back in the Day je v bistvu projekt postavitve sodelovanja z Goetheji muzejem in prvi koraki k uresničitvi naše dolgoročne vizije vzpostavitve muzeja na prostem. Mi se želimo v okolici Dvorca Rakičan vzpostaviti muzej na prostem in naš partner iz Goetheji muzeja je bil odličen v tem, da nam predstavi, kaj vse je potrebno narediti, da lahko takšen muzej ustanovimo in kateri vsi koraki so potrebni, da se to vzpostavi. Obenem pa smo se veliko naučili od njih na področju upravljanja z muzeji. Naš partner na drugi strani meje, se pravi Goetheji muzej iz Madžarske, iz Zalaegerszega, je pa seveda od nas pridobil izkušnje, predvsem iz področja promocije, marketinga, trženja, kjer smo pa mogoče mi kakšen korak naprej. Preostali del predstavitve projektov se je nadaljeval v Expanu v Murski Soboti, na katerega so udeleženci dogodka pripotovali s kočijo 21. stoletja, ki je rezultat projekta Horse-Based Tourism. Prijetni okolici Expana so predstavili še preostale rezultate projektov. Green Line je prav tako čezmejni projekt v Sloveniji in na Madžarskem, ki je financiran s strani Evropske unije. Več o ciljih in rezultatih projekta nam je povedal direktor lokalne energetske agencije Pomurje in projektni partner tega projekta Bojan Vogrinčič. Namen našega projekta je bil ukrepiti zmogljivosti javnih organov, se pravi občin, tistih, ki vodijo javne institucije, predvsem na temelju izmenjave znanja, izkušenj in priprave novih orodij za uspešnejše načrtovanje, se pravi strateško planiranje pri izvedbi različnih aktivnosti v okviru sanacija objektov, kjer javne institucije delujejo, kot tudi samega vzdrževanja objektov. Najpomembnejši rezultat tega projekta je povečanje znanja. Povečanje zavedanja teh, ki delajo v javnih organizacijah, kot tudi rezultat, ki smo ga pripravili v okviru projekta, to je 3D model vodonosnika, geotermalnega vodonosnika, s katerim lahko na nazoren način predstavimo, kje je potencial in kje ni potencijala in s tem prisilimo, animiramo tiste za izgradnjo različnih sistemov na geotermalno energijo ali pa tistim, kjer ni potencijala, pač na nazoren način prikažemo, da nima smisla delati na tistem območju. Glavna tema projekta Dual Transfer je poklicno dualno izobraževanje in vajeništvo. Vodilni partner tega projekta je Pomurska gospodarska zbornica. Glavni cilj projekta je v bistvu promocija vajeništva in sicer si želimo prenesti dobre prakse madžarskega dualnega sistema v naš vajeniški sistem. Ukvarjamo se predvsem z promocijo vajeništva, sodelujemo z 38 osnovnimi šolami v Pomurju in tudi z srednjimi šolami, tako da pripravljamo različne aktivnosti od delavnic, okroglih miz, ekskurzij, ogled dobrih praks, tako da predvsem je namen promocija vajeništva. V Expanu je bil predstavljen še projekt Green Reg, katerega vodilni partner je Razvojni center Murska Sobota. Dogodek se je zaključil s povratnim popotovanjem kočije v raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan. Toliko smo vam, gledalke in gledalci, pripravili tokrat, do prihodnje oddaje, ki bo na sporedu v petek. Nasvidenje.